V ponedeljek, 21. decembra ob 11. uri je v avli kulturnega doma župan občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek pripravil sprejem podjetnikov ob zaključku leta. Vabilu so se odzvali predstavniki institucij javnega sektorja in gospodarstva iz konjiške občine. Srečanje so popestrili učenci osnovne šole ob Dravinji s kulturnim programom. Pod mentorstvom Janje Pušič se je predstavila komorna skupina s pesmijo Bela snežinka. Splet plesov iz projekta Rojstvo z naslovom Voščilo za god pa so prikazali člani in članice folklorne skupine Jurij in Marjetica. Vi pa jajca, fajnce mej, ja, vi pa plešete, v štepih poglejte, kak se svajci. Dor se ozira pa pukli dobi, v štepih poglejte, kak se svajci. Dor se ozira pa pukli dobi, v štepih poglejte, kak se svajci. Dor se ozira pa pukli dobi. Štepih poglejte, kak se smej. Dor se ozira pa pukli dobi. Štepih poglejte, kak se smej. Dor se ozira pa pukli dobi. Sprejema sta se na povabilo župana Mirana Gorinška udeležila predsednik atletskega kluba iz Šentjurja Marjan Gradišnik in domačinka Martina Ratej, uspešna atletinja metavka kopja. Tudi današnje srečanje z Martino Ratej in z gospodom Gradišnikom sodi med tisto inventuro decembrsko. Namreč enkrat septembra, oktobra, se niti ne vem, kaj mesec je bil, sva se z Martino pogovarjala in ko sem nekako smo prišla do zaključka, da kljub vsemu, kar se je letos dogajalo na njeni tekmovalni poti in pa v zasebnem življenju, želi nadaljevati pot udeleženke olimpijskih iger, finalistke svetovnega prvenstva in kot je že Tjaša povedala, 11. na svetovni lestvici metalk kopja, sem nekako razmišljal in si drznil vas nagovoriti, to pa je tista peta stvar, ki je v vrečki z enim takšnim dopisom. Mogoče bi pa okrog tega še največ gospod Gradišnik lahko povedal. Namreč Martina je članica atletskega kluba v Šentjurju, aktivna članica pri njih in njihov klub se trudi, da je zagotavlja nadaljevanje te njene izjemne športne kariere. In jaz sem nekako sam pri sebi rekel, če je volja, je moč in če združimo moči, potem bo tudi ta pot šla strmo navzgor. Izvolite, gospod Gradišnik. Hvala lepa. Najprej prisrčen pozdrav iz Šentjurja in pa seveda glede na to, da smo v Konjicah,
Naj uvodoma se zahvalim gospodu županu za to lepo gesto. Vsem vam, ki verjamem, da boste podprli Martinino pot kot pot vaše občanke. Obenem pa naj povem, da je to edinstven primer v Sloveniji, da smo nekje dve sosednji občini premostili ovire občinske in stopili skupaj. Jaz mislim, da je prav tako, saj smo vsi Slovenci in prav je, da držimo skupaj, še posebno ob takih primerih, kot je Martinin. In Martina, moram reči, da je res vrhunska tekmovalka. Jaz jo spremljam že od vseh njenih začetkov v našem klubu. Prej so se pogovarjali, rekla, da bo že to kar 14 let, ko se je z motorjem, z mopedom vozila preko gore, če poznate, v našo občino vsak dan po zimi in poleti. Njen napor, njeno vztrajanje, njen odnos do športa in njen odnos do sotekmovalcev je res tisto, kar krasi danes takega izjemnega športnika, kot je Martina, in ni zastonj tudi druga najboljša, jaz bi rekel, kar prva letos po rezultatih športnica atletinja v Sloveniji. Jaz sem bil na tej podelitvi in sem bil prav ponosen. Zato res najprej Martini iskrena hvala za njen trud, za vse njene dosežke, ki so res fantastični. Njej osebno želim veliko zdravja, ki ga pri tem potrebuje, majčkeno včasih tudi sreče, za vse ostalo bomo pa poskušali mi poskrbeti. Vam, tem zboru, zelo pomembnem za vsako občino, pa želim veliko poslovnih uspehov, tudi seveda sreče, zdravja in pa vse lepo v letu, ki prihaja. Hvala lepa še enkrat za to povabilo in res bom vesel, če bomo takole skupaj z roko v roki lahko delali, ne glede na to, da je to ena občina, tam pa druga občina. Jaz mislim, če to v glavi Slovenci prerastemo, da bomo potem še močnejši. Hvala lepa. Verjamem, da bo Martina želela dodati kakšen stavek k temu, kar je bilo povedano. Jaz bi se vam najprej zahvala za te lepe besede in za ta sprejem. Kaj naj rečem, 14 let že garam recimo v tem športu. Res je bila trnova pot večinoma do teh rezultatov. Prišla sem skoraj sam svetovni vrh, ampak odločila sem se, da zaključim to kariero s kolajno. In v naslednjih letih nekje do Londona pričakujem eno kolajno. Upam, da mi bo to uspelo in vse bom dala od sebe, da bom to dosegla. In jaz trdno verjamem, da bo ta cilj z našo pomočjo in pa z njeno voljo in njenimi mišicami zares realiziran. Seveda pa pri tem ne smem pozabiti na vse tiste, ki s svojim prostovoljnim delom skrbite za to, da smo, tako kot se radi pohvalimo, humana družba, da smo prijazni drug do drugega, prijazni do tistih, ki pravzaprav potrebujejo nekoliko več pomoči, kot jo običajno se zavedamo tega. In vsem prostovoljcem hvala lepa na tem mestu. Jaz bi vam lahko razzaželil samo še lepe božične praznike. Naj vam četrtkov večer prinese srečo, mir, veselje v vaše domove, v vaše družine. V novem letu pa veliko sreče, zadovoljstva, poslovnih uspehov, predvsem pa optimizma, da bomo naslednje leto nekako z tistim pričakovanjem zrli v prihodnost.